V začetku je bila beseda, in beseda je bila pri Bogu, in beseda je bila Bog. Bodi luč. Naredimo človeka po svoji podobi. Ti Bog res hoče dobro. Zakaj bi bila od koga odvisna? Zakaj bi se komu podrejala? Zakaj? 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 Sama si moraš vzeti. Sama. Vse mi si. Tvoje je. No, ko tako hvalita teološko znanost, kdaj pa se je pravzaprav prvič pojavila teološka misel na slovenskih tleh? Očitno si že pozabil, odkot prihajaš, Viktor. Ne skrbita, o tem nam lahko spregovori brat Miran Špelič.
Prvi, za katerega vemo, da se je pri nas učil teologije, je Viktorin Ptujski. Bil je samouk in je prebral vse, kar je našel Irenejevega, Origenovega, Tertuljanovega in to potem povedal svojim Petoviončanom. Kmalu za njim je prišel pri nas veliki učenjak Hieronim, ki se je šolal v Rimu, a klasične vede. Ker pa se je znal učiti, je potem še zasebno v puščavi osvojil hebrejščino in se usposobil za razlaganje in prevajanje svetega pisma v latinščino, njegove slavne vulgate. Naslednji korak pri študiju teologije naredita sveta brata Ciril in Metod, ki nabereta kakih 50 bistrih mladeničev, jih naučita nove črke, ki sta jih sestavila, in jih uvedeta v svetopismo, bogoslužje in bogoslovje. Ko jih pripeljeta k papežu, jih ta posveti v prve slovenske duhovnike. Še malo kasneje pa imajo nepozabno vlogo pri teološkem izobraževanju samostani, ki niso mogli biti brez šol, kjer so se menihi naučili prepisovati, pa tudi pisati izvirna teološka dela, kot na primer blaženi Odon iz Jurkloštra. Kako lepo, čas se kar ustavi. Sej si že pravi menih. No, lepo prosim, vsak duhovnik še ni menih, čeprav bi bilo dobro, da bi si vsi kristjani ob obilici akcije privoščili nekaj časa za kontemplacijo. Da, duša, ki krepeni po Bogu, najde svoj mir in se odžeja pri rekah žive vode, kot pravi psalmist. Sam Odon iz Jurkloštra ne bi mogel bolje povedati. Nadaljevanje dela
samostanskih šol je vzpostavitev semenišča v Gornjem Gradu, vzpostavi ga škof Janez Tavčar in sicer leta 1589 on zapiše, da se tam šola 16 študentov pod vodstvom 6 profesorjev. In poudarim, to je treba imeti za začetek visokega šolstva na Slovenskem. Kasneje jezuiti seveda dodajo svoje, tudi s poučevanjem kazuistike, obenem tudi drugi redovi imajo svoje šole, tako da se teološki študij dopolnjuje, razrašča se. Svojevrsten prelom je pa spet seveda konec 18. stoletja z nastopom cesarja Jožefa II. On namreč ukine se semenišča, škofijska in redovna, vzpostavi centralna semenišča, tam se šolajo, lahko rečemo, gre za neko usmerjeno izobraževanje v smislu jožefinizma, v smislu modernega humanizma. To traja seveda samo krajši čas, potem pridejo Francozi, ki vzpostavijo v Ljubljani centralne šole, te pridejo v akademijo, tu je pa tudi več fakultet, tudi teološka, teološki študij traja 4 leta in fakulteta ima pravico podeljevati akademske naslove. Po odhodu Francozov seveda spet spremembe, v Ljubljani vzpostavi teološki študij, ga uredi škof Volk sredi stoletja. Ključnega pomena je spet seveda dogodek v Mariboru, škof Slomšek tja preseli škofijski sedež in vzpostavi bogoslovni študij, in to so tisti koraki, ki počasi napeljujejo pot do ustanovitve Ljubljanske univerze in z njo teološke fakultete. Ja, tega si pa res ne bi mislil, da lahko iz Gornjega Gradu pride kaj tako dobrega. A ni to nekje Bogu za hrbtom? Pa še velikanska cerkev je za vsakokratnega župnika prava nadloga. Spregleduješ bistvo, prijatelj. Glavno je, da so teologi iz preteklosti po konci držali skoraj celotno družbo. Očitno jih je res razjedala gorečnost za Božjo hišo. Prizadevali so si, da bi vsak človek, ne glede na to, koliko je imel pod palcem, najprej mislil na tisto življenje, ki bo trajalo večno. Ja, tole vajno govorjenje spominja na pridigo Janeza Svetokriškega, ko mlade spominja poslušanju starejših in krepostnemu življenju.
Sveti Pavel podobno ugotavlja: ne delam dobrega, ki ga hočem, marveč delam zlo, ki ga nočem. Srce mi zaigra, ko se spomnim, kako so v Ljubljani ustanovili prvo znanstveno akademijo leta 1693. Ob Dolničarju so rasle stolnica, semenišče in semeniška knjižnica. Akademija Operozorum, ki je orala ledino naše znanosti. Pozabljaš pa, da v njej niso bili samo teologi, temveč predvsem pravniki in zdravniki. Dragi prijatelj Viktor, pa menda ja ne boš pozabil Janeza Ludvika Schönlebna, ki je že tedaj govoril o brezmadežnem spočetju Device Marije. To si pa res lepo in pametno povedala. Vidva bi kar lepo pozabila tako imenovani jansenizem, ki je sploh nas krance tako zaznamoval, da se nam malce pozna še danes. Vendar pa se je kot protivtež jansenizmu razmahnilo čaščenje Device Marije. Razglasitev dogme o njenem brezmadežnem spočetju pa je povzdignilo tudi vlogo ženske nasploh. Pikoneji pa predstavljata velikana, Anton Martin Slomšek na Štajerskem ter Friderik Irenej Baraga v Daljni Ameriki. Swojego
Zarja odrešenja je zasvetila z Marijo, ki se je pustila presijati žarom Božje milosti in je svetu porodila odrešenika. Če pa nadaljujemo našo zgodovinsko pripoved, lahko vidimo, da prvi polovici 20. stoletja daje nepozaben pečat ljubljanski knezoškof Anton Bonaventura Jeglič. No, tokrat ti lahko pa samo pritrdim. Njegovo energijo je res treba občudovati. Iz nič je na noge postavil škofijsko klasično gimnazijo, pa še marsikaj. V njegovem času je teološka fakulteta postala soustanoviteljica naše univerze. Čeprav človeka je sram, ko vidi, da kljub vsestranskemu napredku ni sledila duhovna rast. Še več, prav 20. stoletje si bomo zapomnili po vojnih grozotah in množičnih pobojih, tudi na Slovenskem. Tudi iskanje besed za ubesedenje večne besede ni vedno našlo pravega razumevanja, kot bo povedal profesor Bogdan Kolar. Ko vaju poslušam, celo mene stisne, da sklenem roke v molitev. Že več stoletij je bila v slovenskem, zlasti v srednjem slovenskem prostoru navzoča ideja, da bi ustanovili lastno univerzo. Po razpadu Avstro-Ogrske monarhije in nastanku samostojne države Slovencev, Hrvatov in Srbov pa so se odprle možnosti, da se uresniči tudi ta cilj. In takrat so se ponovno začeli
izobraženci zavzemati, da bi univerza bila ustanovljena, in sicer možnosti so bile različne. Tudi na različnih krajih se je govorilo, da bi naj univerza bila ustanovljena. Edina skupina, ki je dosledno zagovarjala, da naj bo univerza ustanovljena takoj, brez prehodnega obdobja in v Ljubljani in nekaterem koli drugem kraju, pa je bila skupina učiteljev v ljubljanskem bogoslovnem semenišču. Naklonjeno bilo tudi politično vodstvo, predvsem dr. Anton Korošec, ki je takrat imel že pomembne položaje v Beogradu, je to idejo zelo podprl. Tako da lahko rečemo, nastanek univerze leta 1919 in v njenem okviru tudi teološke fakultete je bil eden največjih zgodovinskih dogodkov v slovenski narodni zgodovini. Po končani vojni so se seveda na Slovenskem razvile povsem drugačne razmere, kot so bile do tedaj. Teološka fakulteta je bila prva 4 leta sestavni del univerze v Ljubljani, je redno delovala, tudi sedež dekanata je bil na osrednjem sedežu univerze v Ljubljani. Leta 1949 je bila fakulteta, kot nekatere druge fakultete, izključena iz univerze v Ljubljani. Leta 1952 pa je bila izključena samo ona iz javnega šolskega sistema v Sloveniji. Fakulteta je tako preživela 4 desetletja kot samostojna cerkvena ustanova in lahko rečemo v določeni meri je nadaljevala izročilo zasebnega šolstva na Slovenskem, kajti drugih zasebnih šol, razen 2 srednjih verskih šol, drugih zasebnih šol na Slovenskem v tem obdobju ni bilo. Z razvojem samostojne slovenske države pa se je začel urejati tudi pravni položaj tako teološke fakultete kot tudi drugih cerkvenih šol in od leta 1992 dalje je teološka fakulteta ponovno sestavni del univerze v Ljubljani. Človek se že mora odkriti pred bogoslovnimi profesori, ki so najstrumneje zagovarjali Slovensko univerzo v Ljubljani in s svojim delom vztrajali v priliki in nepriliki. Ne morem si kaj, da ob vsem tem ne bi pomislila na veliko noč. Vse je tu, groza velikega petka, tišina velike sobote in veselje velike noči. Cerkev je živela v upanju stajenskega jutra, tudi ko se ni smela javno udejstvovati. Cvetela sta liturgično in ekumensko gibanje. V ospredje so prišle korenine naše vere. Vse to je navdihnilo drugi Vatikanski koncil, ki so ga slovenski verniki in teologi sprejeli z navdušenjem.
polno novega zagona, ki ga daje Sveti Duh. Ter upanje, ki daje moč za jutrišnji dan. Kar veliko dobrega in spodbudnega priznam, toda morda je šlo vse prehitro. Ali pa ni bilo prav razumljeno. No, kaj na tisto obdobje pravijo nekdani profesori in študentje? Zelo lepi spomini. Lahko rečem, da je bilo to eno najlepših obdobij v mojem življenju, kjer sem zelo intenzivno živel z to slovensko teološko mladino, ki sem jo spoznaval. Kot nalogo, ki sem jo čutil v sebi, je bila, da širim obzorja slovenskim bogoslovcem, ki so seveda bodisi zaradi zgodovine, bodisi zaradi režima, ki je tedaj vladal v Sloveniji, bili precej ozko usmerjeni in utesnjeni. In jaz sem hotel jim prinesti, ko sem prišel k njim z besedo svobode. In hotel sem utrditi v njih krščansko zavest, zavest o odličnosti krščanstva, krščanske vere, da bi jo brez kompleksov lahko tudi potem pričevali zanjo v slovenski javnosti. Lepa Slovenija, vsa si ozaljšana, z božjimi hrami do skrajnih meja, z božjimi hrami do skrajnih meja. Vsakem stanuje nam in pričakuje. Slovenija, vsa si oddaljšana, z božjimi hrami do skrajnih meja. Z božjimi hrami do skrajnih meja. Vsi smo uslišani, vsi potolaženi, gledamo v milostne tvoje oči, milostne tvoje oči. Jezusu, vodi nas k Bogu očetu. Mati Marija, pomagaj nam ti. Vsi smo uslišani, vsi potolaženi, gledamo v milostne tvoje oči. Gledamo v milostne tvoje oči. Torej, spomini na študij na fakulteti so pravzaprav zelo lepi. Iz dveh razlogov bi lahko rekel. Najprej zaradi tega, ker nas je bilo takrat razmeroma malo in smo si bili zelo blizu s profesorji. Nek takšen domač odnos, v katerem je bilo veliko spoštovanja, hkrati pa skoraj nobenega strahu, razen kdaj pred izpiti. Po drugi strani pa tudi zelo lepe spomine zaradi sošolcev. Takrat nas je bilo
v letniku dobrih 20, med 20 in 25. Malo se je število spreminjalo, glede na to, kako smo odhajali k vojakom oziroma se vračali od vojakov, in smo tudi med seboj ustvarili zelo bratske, kolegijalne odnose, v katerih smo drug drugega dobro poznali, v katerem je prihajala do izraza duhovitost, inteligentnost in hkrati tudi tista mladostna energija, s katero smo ustvarjali takšne lepe odnose v svojih letnikih. Kot vidim, se od časov, ko je študiral naš sedanji nadškof, niti ni toliko spremenilo. Mislim, da so še danes profesorji tako naklonjeni študentom, da jim ravno ne ženejo strahu v kosti. Ja, pred kakšnim izpitom verjetno že. Mene pa je najbolj nagovorilo, ko je gospod kardinal govoril o svobodi in sproščenosti. Menim, da je res veliko odvisno od človeka, ali dovoli, da v njem bije veselo srce. To veselje je gotovo zavladalo v letih koncila in po njem. Veselje nad evangelijem, ali kako? Študentov na teološki fakulteti, ki ni bila članica univerze, takrat so jo vrgli ven, je bilo zelo zanimivo. Ni nas bilo veliko, tja okrog 80 do 100, to je bilo leto 56, ko sem prišel na fakulteto. Vzdušje pa je bilo zelo tako prijetno, domače, nekaj izredno dobrih profesorjev, znanih smo imeli. No, osnovna stvar takrat je bila Janez 23. napoved koncila 59. leta, nismo vedeli, kaj bo, pripravljali so vprašanja, vendar to so samo škofije dale. Smo pa bili pozorni na to, kar je Janez 23. v okrožnicah Mir na zemlji, pacem interis, pa mati in učiteljica povedal, nič ne bo koncil obsojal, ampak predvsem bo skušal stopiti v stik z današnjim svetom. Pa še nekaj, takrat so se počasi odpirala vrata za študij v Rimu. Jaz sem še ujel koncil 65. leta, tako da je bilo to zelo zanimivo, ker sem imel direktno pogovor lahko z tistimi, ki so na koncilu sodelovali, tako da smo bili na tekočem, kaj se na koncilu dogaja. Veselje do življenja je vedno vztrajalo, kljub vsem težavam in preprekam. Ne velja pozabiti na to, kar teologija tudi je. Vera, ki išče besede. Besede, ki iščejo življenje, in življenje, ki išče večnost. Ja, te velike besede so res včasih dobile vesel, konkreten obraz. Novi časi so obetali spremembe. Hodnike teološke fakultete pa je proti koncu 20. stoletja razsvetlilo tudi vedno več ženskih obličij, ki jih je, ne vem sicer točno zakaj, množično zanimala teologija. Boš ti že videl, ne vem zakaj. Prisluhni raje in izvedel boš. V bistvu so zelo pestra, zelo zanimiva, zelo lepa. In bila so tudi leta, ko smo dejansko izkoristili priložnost tistega časa. Tako nekako smo zadihali z obema pljučma. Takratni študenti teologije eno- in dvopredmetnega študija smo bili tudi zelo med sabo povezani. In dejansko nas je vodila ena ideja, da nekaj skupaj nekaj naredimo. Ne. Izkoristili smo to priložnost, da je tudi teološka fakulteta takrat mogoče malo bolj odprla vrata in je slišala laiške študente za njihove ideje, njihove pobude. Tako smo tudi lahko imeli priložnost, da smo bili bolj aktivni v senatu teološke fakultete in zagotovo smo bili takrat eni prvih na Univerzi v Ljubljani, ki smo dejansko tudi imeli kar dovolj velik vpliv na sam študij teologije. Hkrati nas je pa tudi gnala ena sila takratnega časa te nove evangelizacije in želja potem, da nekaj dobrega naredimo za slovensko cerkev in slovensko družbo.
No, a si slišal? Tele študentke lajkinje so bile res zelo pogumne, prav navdušena in ponosna sem. Ja, očitno so jim moški kolegi vendarle prisluhnili. No, da bi le bilo še naprej tako. Kaj si pa ti razmišljal, Hieronim? Morda bi z vama delil eno misel. Ko razmišljam in hrepenim po Bogu, se zavem nemoči in nedokončnosti svojih odgovorov. Edino skupaj lahko iščemo in to je pravzaprav lepo. Res je, nimamo dokončnih odgovorov, toda iskati je potrebno, da, ob vedno novih izzivih in znamenjih. Znamenjih? Misliš znamenja časov? Ni to že nekoliko zlajnano? Nikakor ne. Odkar teologija obstaja, odgovarja na izzive in znamenja časa. Morda je takšno znamenje danes družina, osnovna celica življenja. Mislim, da potrebuje našo posebno pozornost. V družini človek pridobiva podobo samega sebe, sočloveka in Boga. Tu se uči odnosov. Zato želi danes teologija z zakonskimi študijami odkrivati lepoto teh odnosov. Ampak meni se zdi, da danes svet živi pa vsem druge vrednote in išče pa vsem drugačne besede. Ljubezen in modrost življenja. Če se zdi, da ni skupnih besed, bi preprosto morali manj govoriti in bolj pričevati življenjem. Včasih je res težko imeti rad človeka. Sicer priznam, da spoštujem vsakega v njegovem dostojanstvu, pa mi gre še vedno kdaj kdo na živce. Kaj ne, Viktor? Ali nisi dober teolog, ravno če ti uspe to preseči? Vzemi si to za izziv. No, raje prisluhnimo, kako se z izzivi današnjega življenja soočajo diplomirani teologi in teologinje. Študijem na teološki fakulteti sebe in svoje zgodbe zelo lažje izrazim, pridem do globine različnih konfliktov, pa hkrati tudi miroljubne koeksistence med ljudmi, kjer je človek, je tudi potreba, hotenje po verovanju in s celostnim pogledom na teološki fakulteti lahko ljudi, poslušalce, gledalce lažje informiram. Spoznavanje različnih religij odpira širino, odpira srce, zapira prostor sovraštvu, jezi in nestrpnosti in mislim, da je prav študijem na teološki fakulteti mogoče gojiti miroljubno koeksistenco med narodom. Moji spomini na študijska leta na teološki fakulteti so zelo lepi. Lahko bi rekla, da smo se študentje počutili domače in da smo bili zelo povezani med seboj. Vsaj na videz smo se poznali skoraj vsi. Poleg predavanj in izpitov so nas združevale tudi druge dejavnosti. Organizirali smo različne dogodke, praznovanja. V zelo lepem spominu mi je na primer ostalo miklavževanje. Študij teologije nam je dal širino in dobro popotnico za življenje. Iskanje zaposlitve po koncu študija pa je za laiške teologe poseben izziv. Mene je pot pripeljala na televizijo Slovenija v uredništvo verskih oddaj. Pri opravljanju novinarskega dela mi daje teologija dobro osnovo in trden temelj. Okroglega jubileja, stoletnice teološke fakultete, smo se spomnili tudi v uredništvu verskih oddaj in pripravili dokumentarno oddajo Pot do presežnega. Sprehodili smo se skozi pestro zgodovino teološke fakultete in teološkega študija na Slovenskem. Želeli pa smo predstaviti tudi širino delovanja fakultete v današnjem času. Praznujemo, jaz pravim, 100-letnico Slovenske univerze. Če bi pa pogledali malo dlje v zgodovino, bi lahko rekli, da praznujemo tudi 400-letnico visokošolskega izobraževanja na Slovenskem in ravno te začetki seveda spadajo na področje teologije. Je gotovo pomenljivo, da so bogoslovni profesorji, to so imeli pomembno vlogo
pri osnovanju te univerze in nazadnje, ko je prišlo, je bila Ljubljanska teološka fakulteta ena od soustanoviteljic univerze. In s tem nekim znanjem, multikulturnosti, znanjem tega iskanja človeka v sami svoje biti, se mi zdi, da da neko širino, pa da da neko dimenzijo, da bolj razumemo človeka skozi razvijanje v času. Teološka fakulteta s svojimi predmeti in svojim znanjem na nek način vedno znova vzpostavlja nekakšno ravnovesje v tem današnjem svetu. Še danes odmevajo te besede, vi ste luč sveta. Smo uspeli ubesediti to besedo? Potrošili smo veliko besed z malo začetnico, da bi nekega dne lahko uzrli polnost. Besedo z veliko začetnico. Čeprav sem razumar, še kako dobro vem, da je dobro imeti upanje. Teologija prinaša upanje, ki tudi mene nagovarja. Dragi prijatelj Viktor, modro govoriš. In ne nazadnje je modrost tudi ljubezen do presežnega in do Boga. Zaupaj svetlobi večnosti, ki zastira nebeški Jeruzalem.
Dragi cenjeni obiskovalci današnjega večera ob 100-letnici ustanovitve Teološke fakultete. Popeljali smo vas skozi čas, da bi pokazali v prihodnost usmerjeno pot teologije. Besedo življenja. Iščemo besedo vere, upanja in ljubezni. Iščemo pot, resnico in življenje. Sam bom iskal naprej in prisluhnil modri spodbudi. Oho, vidim, da si se moderniziral. Tako teologi danes beležijo in poslušajo besede. Ja, in kaj je tu na tem? Besede velikega kanclerja in glasbena spodbuda. Prosite nebesa od zgoraj in oblaki naj dežujejo pravičnost. Odpre naj se zemlja in rodi rešitev. Po našem skupnem jubilejnem iskanju pa se bo prileglo še nekaj hrane, ki nas čaka na pogostitvi. Tam boste v spomin prejeli tudi z Bogom do naslednje obletnice Teološke fakultete.